Torej, vsem hvala, ker ste prišli na današnji skupni tiskovni konferenci. Bova na kratko predstavila skupne poglede na sodelovanje, pa na težave pri obrambi meje in zagotavljanju varnosti s gospodom Lorencom Tamara. On je sicer ima visok položaj v italijanski policiji v Trstu, ampak tukaj je kot predstavnik neodvisnega sindikata policije Italije in zato prosim, da to upoštevate tako v okviru njegovih izjav, kot tudi morebitnih vprašanj, ki bo on tukaj, torej lahko govori samo v imenu neodvisnega sindikata policije. Varnost, kot veste, je ena in nedeljiva in velikokrat se pozablja, da pač v sosednjih državah ne samo, da imamo skupno mejo, imamo tudi skupne probleme, skupne težave in položaj je vsaj v Trstu in pa v okolici v veliki meri podoben tistemu, kot je v Sloveniji. V Sloveniji vsi dobro veste, da se je balkanska pot spet odprla. V Italiji so tudi uradno razglasili, da je balkansko pot štejejo, da je spet odprta. Vsak dan narašča število migrantov, ki prihajajo po njej. Od ponovoletnih 10-20 na dan je zdaj to naraslo že na več kot 50 v posameznih dneh in praktično vsi, ki so tukaj prestreženi, v Sloveniji tudi zaprosijo za azil. Zaradi tega azilni domovi pokajo po šivih in zaradi tega se seveda tudi ponovno krepi nadaljni pritisk za nadaljevanje poti. Pot nadaljujejo tisti, ki jih tukaj policija na sami meji oziroma na teritoriju Slovenije ne prestreže, pa tudi ostali, kajti pogoji v prenapolnjenih domovih v Sloveniji najbrž niso več taki, kot so si migranti nedolgo nazaj predstavljali, se je Slovenija nekaj časa veljala kar kot obljubljena dežela. Vlada to v veliki meri prikriva tudi, da so težave, ki zadevajo obe strani, namreč tudi tržaški del Italije, tja do Gorice, je izjemno prenapolnjen z migranti, s tem, da je treba vedeti, da tam tudi uradne številke včasih nekoliko niso povsem jasne. Zakaj? V Italiji so tako imenovane nevladne organizacije, tiste levičarske nevladne organizacije, veliko število migrantov pretihotaple v državo mimo kontrolnih točk same Italije in ti predstavljajo tisto, kar jim celo Italijani sami tudi v policiji rečejo duhovi, ker enostavno niso nikjer zabeleženi. In to predstavlja izjemen varnostni problem in hkrati seveda tudi problem za zagotavljanje varnosti, to je velik potencial potem za rekrutiranje kriminalcev vseh vrst. In po drugi strani, kot vsi dobro veste, je s tem povezan še en problem. Tudi v Sloveniji je vse več aktivnosti kriminalnih združb, ki pomagajo pri, in seveda s tem dobro služijo, pri tihotapljenju ilegalnih migrantov v Italijo. No, pri lovu na eno od teh skupin je nedavno prišlo tudi do nesreče na italijanski strani in to odpira še en problem tega medsebojnega sodelovanja. To pa je, da je treba res dobro urediti tisto, kar je že sicer sedaj v pogodbi urejeno, vendar ne povsem dorečeno. To je zasledovanje ene policije na ozemlju druge sosednje države. Vse to seveda z enim samim ciljem, čim boljšega sodelovanja, kot rečeno, varnost je ena in nedeljiva, in zagotavljanja varnosti tako v Sloveniji kot tudi v Italiji, v okoliščinah, za katere seveda vemo, da so danes z varnostnega vidika mnogo težje, kot so bile kadarkoli v zadnjih letih. Toliko z moje strani za uvod, zdaj pa bi povabil besedi še gospoda Tamara Lorenco, potem pa, če želite, lahko seveda postavite tudi kakršnokoli vprašanje, prosim. Buongiorno, anzitutto ringrazio il Presidente Green per l'invito alla mia organizzazione sindacale, al Sindacato Autonomo di Polizia. Chiaramente io sono venuto qui
la mia veste, quella di un rappresentante sindacale di un sindacato di polizia, appunto, esprimere quelle che sono le difficoltà nell'operare spesso proprio dal punto di vista degli operatori di polizia, e in queste difficoltà in tematiche così importanti come appunto quello dell'immigrazione, che è un tema che chiaramente è globale, è un problema non solo dell'Italia e della Slovenia, ma un problema dell'Europa, e che però passa proprio per i nostri territori. Un problema che oltre appunto il passaggio può creare un domani un problema anche dal punto di vista della criminalità, un problema che fa parte anche, può causare anche un aiuto al terrorismo, un problema quindi che va assolutamente attenzionato e va affrontato, e su questo appunto il SAP si sta battendo da anni proprio nel nostro territorio a livello nazionale e a Trieste per quanto riguarda il territorio appunto che ci compete, appunto per avere un aumento di uomini che nel corso purtroppo degli anni sono diminuiti notevolmente proprio a causa della crisi e dei tagli che sono stati effettuati appunto dal 2009 e anche dalla chiusura dei confini, no? Cioè dallo smantellamento dei confini con l'avvento di Schengen. E quando queste problematiche come quelle appunto di una forte immigrazione o quella di una minaccia terroristica non erano ancora così forti e pressanti come in questi tempi. È chiaro che la bella stagione, come abbiamo parlato prima, favorisce il passaggio appunto e l'incremento di una rotta balcanica che non si è mai conclusa, non si è mai chiusa in realtà, e questo fa sì che anche noi come organizzazione sindacale nei nostri ambiti, nelle nostre facoltà abbiamo chiesto appunto che ci sia in questo periodo una preparazione affinché non accada quello che è accaduto credo 3 anni fa in Slovenia, quando ci fu quel grosso numero di passaggi che portò la polizia slovena a delle giornate veramente difficili e di affanno, e quindi come rappresentanza sindacale non vorremmo mai che anche in Italia una cosa del genere accadesse. È un dovere come rappresentanza sindacale appunto prevenire simili cose. È fondamentale che continui anche un rapporto di cooperazione e di lavoro insieme con la polizia slovena, come sta accadendo in questi anni. In realtà c'è un ottimo rapporto fra le due polizie, e dopo ci sono accadimenti che sono previsti come quelli di sabato scorso, quando appunto la polizia slovena ha terminato una sua operazione di polizia sul territorio italiano, e su questo proprio la mia organizzazione sindacale ha voluto già fin dal 2012 chiedere maggiori sicurezze per gli operatori di polizia, che siano sloveni che operano sul territorio italiano oppure che siano italiani che operano sul territorio sloveno, perché non vorremmo mai che accadesse che in un'operazione non finita a buon fine alla fine le responsabilità ricadessero proprio sugli operatori di polizia, e quindi su questo abbiamo chiesto sia preparazione maggiore sia che ci siano dei protocolli più precisi sulle modalità di intervento. Crediamo che appunto anche questi incontri siano importanti proprio per portare le problematiche di chi lavora sulla sicurezza alla politica, che ha la facoltà e la possibilità proprio di migliorare appunto questi aspetti che magari sono difficilmente percettibili. Najprej se zahvalim za povabilo in naj povem, da sem tu kot predstavnik našega sindikata, avtonomnega sindikata policije. In spregovorili smo o težavah glede ukrepanja na področju migracij. Migracije so
globalni problem, niso samo italijanski ali slovenski problem, ki preveva celo Evropo. In mi smo vpleteni zaradi tega, ker po našem ozemlju pač se pretakajo ti migrantski tokovi. Problem je tudi, ker ti tokovi pomenijo tudi rezervoar za kriminal in seveda povod za terorizem. Treba je ukrepati, treba je se osredotočiti na težave, probleme, ki izhajajo iz vsega tega. In naš sindikat že dolgo let poudarja in opozarja na to na našem ozemlju, na tržaškem ozemlju. Povečanje števila mož na terenu je za nas pereče vprašanje, ker od leta 2009 dalje jih je bilo vedno manj, tudi zaradi tega, ker smo vstopili v schengensko območje. In takrat pa ni bilo še teh groženj strani terorizma oziroma ni bilo tega porasta migracijskih tokov. Vemo, da je poleti balkanska pot, ki ni nikoli usahnila, tako rekoč, še bolj aktualna oziroma še bolj prehojena, zato smo zahtevali, da nam pomagajo, da nas podprejo, da bi bili pripravljeni na to poletno pot in da se nam ne bi zgodilo, kot se je zgodilo v Sloveniji pred leti, ko bi prišlo do velikega števila prehodov oziroma je prišlo v Slovenijo veliko ljudi, ko so slovenski policisti bili v težkih delovnih pogojih. Tako si ne želimo take situacije tudi za nas. Želimo, da bi sodelovali konkretno s slovenskimi policijskimi silami in uspeli čim bolj pripraviti na te pogoje. Kar zadeva to, kar se je zgodilo v soboto, ko je bila akcija strani slovenske policije in se zaključila ta operacija na italijanskem ozemlju, je naš sindikat zahteval več zagotovil, zato da se policisti, ki bi ukrepali, italijanski v Sloveniji ali slovenski v Italiji, imeli čim več zagotovil, da se znajo gibati na pravilen način in da znajo ukrepati na pravilen način, ker ne bi hoteli, da v tem primeru se je izidlo, se je šlo vse zelo dobro, ampak v primeru, da ne bi se išlo tako dobro, nam je do tega, da niso možje na terenu tisti, ki plačajo neko tako situacijo, ko so stvari razjasnjene. Torej rabimo bolj podrobna pravila, rabimo več zagotovil za pravilno ukrepanje. Tako kot je današnje srečanje, taka srečanja so koristna, zato da čim bolj spodbudimo ukrepanje in razvoj pozitivnih akcij. Če je kakšno vprašanje za gospoda, če ne bi imel še nekaj zaključnih stavkov, če želi lahko postaviti vprašanje. Ne? Potem pa dovolite samo za konec nekaj pojasnil. V Italijo sem šel nedavno na srečanje tudi z nekaterimi župani, predvsem županju mesta Monfalcone, kjer smo se pač seznanili s izjemno težkim položajem na tradicionalno slovenskem ozemlju. Veste, da je to Tržič s slovenskim imenom, kjer je v približno 23.000 številčni skupnosti je kar 5.000 novih priseljencev in še nedoločljivo število teh duhov, kot jim oni rečejo, torej ilegalnih migrantov, če tako rečem. In tam seveda je ženska, ki je sedaj županja z izjemno energijo začela stvari postavljati v red, je pa to, ko enkrat do takega obsega pride, izjemno težko. Takrat so, ko so zvedeli za moj obisk, tudi predstavniki italijanskega sindikata me povabili na pogovor. Pogovoru sem se odzval in ta današnji pogovor je njihovo povratno srečanje na isto temo.
Trenutek, v katerem se nahajamo, pa je izjemno zahteven. Veste, da se postavlja še ena nova naloga, tudi o njej sva danes govorila. To je nova italijanska vlada, ima zdaj podpisano pogodbo, to zdaj niso več samo besede enega od politikov, in v tej pogodbi se napoveduje izgon 500 000 ilegalnih migrantov, predvsem teh tako imenovanih duhov. In to je izjemno težka naloga, ki bo težka tako za italijansko policijo. Verjetno ste bili presenečeni, ko ste ugotovili, da je položaj tam precej podoben slovenskemu, iz besed gospoda Florenca Tamare. Namreč tudi v Sloveniji je število policistov premejhno glede na standarde, ki veljajo, in bi torej jih bilo potrebno še okrepiti, predvsem pa bi bilo treba še mnogo bolj okrepiti slovensko vojsko. Glede tega so Italijani na mnogo boljšem kot mi. Veste, da v tem trenutku južnoslovensko mejo ščitijo skupne patrole slovenske vojske in slovenske policije, kar je zelo pomembno, ker migranti z področja radikalnega islama samo vojsko jemljajo kot res tisto realno silo in potem ne prihaja do težjih situacij, ki se pojavljajo takrat, kjer so policisti sami. Tako da to dobro sodelovanje je temelj za naprej. Tudi sodelovanje med Slovenijo in Italijo, tako med službami, varnostnimi službami, kot med policijo je zelo dobro. Vsekakor pa vsak nadaljnji korak je seveda dobrodošel, gre v smeri nadaljne krepitve varnosti in je namenjen doseganju skupnih ciljev. Je pa tovrstna izmenjava podatkov pomembna še zakaj, zato da namreč vidimo tudi druge poglede na dogajanje pri nas. Verjetno ste opazili, da so včeraj hrvaški mediji poročali, da ni bil obstajal nek dogovor med Plenkovićem in pa Cerarjem, po katerem ne bi Slovenija zdaj sprejemala veliko število migrantov, zato pa ni potrebno še naprej prodati Ljubljanske banke. Kaj je o tem, naj odgovori slovenska vlada, zanimivo pa je, da do tega trenutka jaz nisem opazil nobene uradne reakcije na to trditev, ki je bila objavljena včeraj in ki bi morala vsekakor zbuditi pozornost. Ne glede na to, ali so te trditve resnične ali ne, pa je realnost tu in ta realnost je, da se proti Sloveniji pomika na 10 000 ilegalnih migrantov, v celoti se jih ta trenutek na Balkanu premika okoli 60 000 in da Slovenija mora storiti vse, da zaščiti svojo južno mejo. V tem trenutku, ko vsi praktično, ki se prestrežejo, zaprosijo za azil v Sloveniji, to odpira za Slovenijo nepredstavljive težave. Jaz osebno mislim, da jih tale trenutek vlada v odhajanju pometa pod preprogo, in to javno povem, ker je število azilantov v Sloveniji že izjemno veliko, zdaj ne odhaja več naprej, ker tudi nimajo kam. Tisti zato, če se le da, ko jih enkrat prestrežejo v Sloveniji, dajo vlogo za azil in seveda to predstavlja velik socialni, ekonomski, varnostni in tudi siceršnji problem za Slovenijo, s katerim se bo morala izjemno resno odgovorno spopasti naslednja vlada. Ta zapuščina sedanje vlade je milo rečeno nekorektna. Vlada bi morala v tem trenutku ukrepati, tudi predstaviti ljudem realne številke. Te realne številke se sicer vidijo samo na enem podatku, ki je bil zdajle objavljen, da v domu, ki je bil prvotno načrtovan za 40 azilantov, se nahaja 299 ljudi v tem trenutku. Število vlog za azil v Sloveniji pa je iz 3000 naraslo na zdaj že daleč več kot 5000 in narašča za približno 50 na dan. To pomeni, da v nekaj dneh se bomo srečali s krizo, ki bo pomenila, da bo vlada morala na vrat na nos iskati nove kapacitete in kolikor vem tudi želišče. In po drugi strani se je treba zavedati, da vsaka vloga, ki je dana v Sloveniji, predstavlja dolgoročen problem. Kajti po mednarodnih predpisih, ko je enkrat država postopek za podelitev azila začela, ga je dolžna tudi končati. In tudi za tistih sicer veliko število, ki jih je odšlo prej v tujino naprej, je seveda pričakovati, da jih dobimo nazaj. Sedaj pa je še ta problem zaradi spremembe vlad, zaradi desnih vlad, ki
bolj branijo pač svoje ozemlje. Migranti ne morejo več naprej in to pa predstavlja za Slovenijo izjemen varnostni in socialni in razvojni problem. Zavedajte se, da vsak postopek, ki se začne, stane po ugotovitvi Računskega sodišča na mesec 1963 evrov, vleče se leto, pri Ahmadu Šamiju tudi 2 leti, če želite, ne? In to seveda pomeni, da večje število pomeni, da gre iz 100 milijonov, kolikor stanejo stroški zdaj in so že stari od leta 2015 naprej, da se lahko zadeva premakne tudi v rang milijarde evrov na leto. To pa je nekaj, kar bi Slovenijo trajno poškodovalo in zaradi tega je seveda potrebno z vso odgovornostjo zahtevati od vlade, da zaščiti slovenske meje in seveda, da v tem okviru tudi, kar se le da dobro sodeluje s svojimi sosedami. Sosedo Italijo so stvari v redu, treba jih je le še dodelati in izboljšati v obojestransko korist in seveda za zaščito tistih, ki zaslužijo vso podporo, ko nastavljajo svoje zdravje in življenje, to pa so policisti, tako slovenski kot italijanski vojaki, pa so tudi gasilci, pripadniki civilne zaščite, vsi ti prostovoljni gasilci, pripadniki različnih združenj, vsi tisti, ki pri tej zaščiti, pri zagotavljanju varnosti v najširšem pomenu besede sodelujejo. In ne pozabiti, neločljivi del te varnosti je tudi zdravje. Nedavno je policijski sindikat v Sloveniji opozoril, da so policisti izpostavljeni hudim nalezljivim boleznim, da je potrebno več storiti za njihovo zaščito. Tudi to je vsekakor skupna točka, kjer imajo tako slovenski kot italijanski policisti enako težavo, enaka ogrožanja, enake probleme, vendar tudi enako skrb. Njihovo delo je pač za zaščito vseh drugih in bodimo jim hvaležni za to. Če vprašanj ni, najlepša hvala. Srečno.